Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Ste že v postelji? Ste že pripravljeni na nove dogodivščine? Tudi jaz. Danes gremo v kuhinjo. Ja, v kuhinji bomo rime kovali in pri kuhi malo pomodrovali. Kakor bi mignil in kot zastavo spoznali bomo oreščke, sadje in zelenjavo. Kuharske igrarije. Gorski studenec. Bistri studenec veselo žubori, ko z gora v dolino hiti. Neutrudno prepeva svojo pesem, jaz pa k ustom njegovo vodo nesem. Voda je prav posebno živilo, v vročih dneh najboljše je krepčilo. Ne le da jo iz kozarca pijem, tudi s sadjem in zelenjavo jo užijem. Rep o vodi. Da sladke pijače so zanič, zdaj prepeva že vsak ptič. Kile se nabirajo, moči pa hirajo. S čim naj žejo si gasim in se zraven okrepim? Voda je pijača prava, ni le dobra, ampak tudi zdrava. Sveže sadje in zelenjava, prav tako je izbira prava. Mamo večkrat slišiš reči: dobro zgrizi in prežveči. S tem brbončice razveseliš in telo z vodo napojiš. Oh, kako je to lepo! Oh, kako je to lepo! Mamino mleko je toplo. Vsa hranila vsebuje, ki jih dete potrebuje. Bolezen smo prepodili, dete pa nahranili. Kravje mleko je za telička, kozje mleko za kozlička. Ovčje mleko je za jagnje, mama pa nahrani svoje dete. A ko mali dobi zobe, tudi gosto hrano naj je. Kalcij, začudi se krava, najboljši vir je trava. Bo že držalo, ovca prikima, koza pristavi, tudi meni se zdi fina. V meni ga je polno, baha se potoček. Skoraj v vsakem živilu je kalcijev otoček. Sadje, zelenjava, mandlji in orehi, pa tudi mleko in različni siri. Naj se sliši, naj se ve, kalcij je dober za kosti in zobe. O zobeh. Pa se pogovorimo o zobeh. Ne, niso le za lep nasmeh. Z njimi v hrano ugriznemo, nato jo dobro prežvečimo. V ustih slina nastaja, ki že ob misli na hrano se poraja. Ko zobje grizejo in žvečijo, hrano s slino mešajo. V ustih hrana s slino se pomeša, brbončicam se od veselja zmeša. V ustih veliko se zgodi, preden hrana v prebavila spolzi. Zobje igrajo pomembno vlogo, zato ne pozabi na odgovorno nalogo. Ščetkati jih moraš vsak dan, pa boš vedno nasmejan. Letni časi. Po zimi je mrzlo in zemlja spi. Spomladi nas narava s cvetjem razveseli. Slastno sveže sadje nam naznani vroče poletje. Jesen je, ko z dreves odpade pisano listje. Le kdo ne mara svežega sadja in zelenjave? Uživanje dobre hrane sodi med moje najljubše razvade. Slastno in sveže, tako je sadje. Poleg tega ga krasijo čudovite barve. Če želimo biti lepi in čili, naj ga nikoli ne manjka med zaužitimi živili. Kuharske igrarije. Si že slišal za vitamine? Le kdo ne pozna te sestavine? Ko v kuhinji ustvarjamo, v hrani jih ohranjamo. Ker so zdravi, oljčno olje, sadje, zelenjava, to vedno je izbira prava. Krožniku se kar smeji, ko v naročje vitamine dobi. Ker so dobri. Naj izrazim svoje mnenje, od zelenjave najraje jem korenje. Ne branim se niti suhega sadja, zraven pohrustam še 2 mandlja. Vse za moč. Katera stročnica te najbolj mika? Sploh ni dvoma,
čičerika. Kakor pravi moj ati, dobra je v juhi in solati. Da bom zrasel. Kako hrano poskušaš? Tako da jo gledaš, vonjaš in okušaš. Okuse in hranila ohraniš, ko hrano pri nižji temperaturi pripraviš, da bo slastna. Hrano gledam in okušam, včasih tudi tipam in poslušam. Pri hrani videz pač ne vara, le sveža zelenjava je prava. Pridelki plešejo. Pridelki radi v krogu se vrtijo, saj tako za naše zdravje poskrbijo. Naj ti vsak pove, zakaj koristen je. Zelena solata, da boš fit, korenček je za boljši vid. Paradižnik je za moč, čebula prebavi, priskoči na pomoč. Navihane redkvice in zelje vedno poskrbijo za veselje. Pojej še artičoko in krompir, pa bo v želodcu mir. Kumare, melone, pastinaki, tudi to so vrtni junaki. Zdaj, ko veš, kaj jesti, nikoli se ne pusti zmesti. Moja prijateljica čebela. Čebelica iz spanja poleti in na pašo pohiti. Koška s cvetnim prahom polniti hiti. Nato vsa obložena v domači panj odleti. Na cvetovih nektarja se napije in ga v panju v med prelije. Iz drevesnih brstov se smola cedi, čebelica iz nje propolis naredi. Hvala, čebelica draga, za vse darove, ki si nam jih dala. Ko z medom čaj si osladimo, vse bolezni hitro prepodimo. Utrujenost matični mleček prežene in nam kri po žilah požene. Ko pa nam prebava ponagaja, cvetni prah brž roko v pomoč podaja. Sadje v rimah in pregovorih. Jabolko na dan od žene zdravnika stran. Ne le da korenje rdeča lička naredi, po njem se nam tudi v očkah zaiskri. Huda žeja te pesti, na pomoč ti hruška prihiti. Nektarina je gospodična fina, saj vendar je to breskov, ki si dlake je obrila. Vsem je dobro znano, da ni ovir za banano. Slabo voljo pomaranča prežene, ko ti kri po žilah požene. Možgani želijo si fruktoze, ki je hitra in vztrajna. Po njej nismo utrujeni, ampak zbrani. Spomin nam brezhibno deluje, mi pa smo nasmejani. Sveže sadje je najboljše, dobro oprano in zgrizeno. V njem so sokovi in vitamini ter vlaknine za prebavo. Fruktoza v sadju pa je najboljša za možgane. Njam, njam, njam. Maščobe za možgane, živce in zaloge energije. Za možgane, celice, spomin, živce, kožo in dobro delovanje vsega telesa. Za zbranost in gibčnost od glave do pet. V oreščkih, rastlinskem olju, ribah in morskih sadežih. Oljčno olje krepi kosti, pomaga pri prebavi in varuje pred boleznimi. Sveža jajca iz proste reje. Strašna lakota me je zgrabila, joj, da le hitro bi minila. Kam naj se obrnem, kaj naj storim, da jo nemudoma potešim. Brž k hladilniku stečem in si sveže jajce spečem. Ribiška. Ribič široko se smehlja, ko na morje se poda. Njegova ladja po morju plove, on pa nabira morja plodove. Ribiči vsak dan poskrbijo, da sveže ribe na krožniku dišijo. Morski sadeži so slastni, pripravljeni v solati, ne premastni. Dobre maščobe in minerali v prehrani zdravi se bodo izkazali. Teh hranil dovolj dobimo, če z ribami se enkrat na teden pogostimo. Da rešili bi se holesterola, dedek si je skuhal skledo fižola. Da na stara leta bo čil in zdrav, pest oreščkov je grizljav.
Z veseljem pohrusta tudi lečo in čičeriko, potem je lep kot za v prvo peterko. Ker rad obuja spomine, redno uživa minerale in vitamine. Drobno seme. Jaz sem seme, drobno seme. Če v vodo me potopiš, tako se spremenim, da ostrmiš. Najprej se vode dodobra napijem, saj le tako lahko vzklijem. Če lepo zame poskrbiš, v zameno obilno nagrado dobiš. Ne, nič šal ne pogrevam, od hranil kar prekipevam. Ko se v kalček spremenim, tvoje jedi obogatim. Bodisi v juhi, bodisi v solati, priležem se k zelenjavi bogati. Na tržnici. Ko doma v sobotno jutro se zbudimo, brž na mestno tržnico pohitimo. Hladilnik je namreč čisto prazen, pogled nanj je prav porazen. Najprej na vrsti sta sadje in zelenjava. Veliko sadežev pojemo, to resnica je prava. Mamici najbolj pisana solata diši, očka se tople juhe veseli. Včasih se tudi malo mesa prileže, z njim nam prijazni mesar postreže. Pri njem kupujemo radi, saj najboljši kos dobimo po navadi. Tudi v mlekarno pohitimo, tam si zalogo sira in jogurta naredimo. Za zajtrk najraje imam žita, svežim mlekom prelita. Ko gostje se napovedo, včasih ribe pečemo. Zadnja postaja je torej ribarnica, prava morska zakladnica. Mimini nasveti. Vedno operi sadje, da bo zdravo. To pravilo velja tudi za zelenjavo. Celo ekološke pridelke moraš oprati. Mama sadje skrbno nareže, preden otrokom ga postreže. Le kdo se ne veseli, ko svežim sadjem se gosti. Hladno stiskano oljčno olje v hiši poskrbi za obilo dobre volje. Ne le k testeninam in pici, prileže se tudi v sladici. Vsebuje veliko koristnih snovi za kožo, lase in kosti. Oljčno olje torej ni le zelo okusno, temveč tudi nadvse koristno. Kam zraste zelenjava? Poznamo zelenjavo, ki vlečejo navzgor. Vlečejo na svetlobo in zrak. Med drugim solato, beluše in por sladak. Poznamo zelenjavo, ki vlečejo navzdol. Vlečejo k vodi in zemlji. Užitan je namreč njen gomolj. Med kuhanjem se živila spremenijo. Paziti moramo, da ne zasmrdijo. Barva ne sme potemneti, prav tako ne sme zbledeti. Če zelenjava predolgo se duši, ves okus in krhkost izgubi. Na mikrovalovko kar pozabi, raje dober soparnik uporabi. Kuhanje na sopari je najboljše. Kako najboljša zelenjava se pripravi? Tako, da soparnik se nabavi. Sopara je kakor oblak, hrano odene v objem mehak. Najprej izmehča lupino, nato počasi prodira v sredino. Ohranijo se barve in okusi, tako hrano vsakrat poskusi. A pretiravati se ne sme, predolgo soparjenje lahko uniči vse. Med kuhanjem lahko dvigneš pokrov, prepričaj se, ali je obrok že gotov. Obožujem kuhanje, če se mi kaj ponesreči, srce se mi kar krči. Zato pogosto soparnik uporabim, da v njem okusno in hrustljavo hrano pripravim. O prebrisanih gobah. Gobe rjave, gobe rdeče, krožnik prekipeva od sreče. Gobe rdeče, gobe rjave, to so prave gozdne dame. Če jim še oljke in skuto dodamo, prav prijetno se okrepčamo. Zabavna solata. Zame največja je uganka, kako da sestavin za solato nikdar ne zmanjka. Kadarkoli hladilnik odprem, vselej se lahko do sitega najem. Sestavine za solato vedno v sebi ima. Zdi se, da je brez dna. Solata je jed fina, saj domišljija ključna je sestavina.
Ko pripravljaš si solato novo, zelena solata naj bo za osnovo. Bolezni vse preženeš, če rezine svežega jabolka v skledo deneš. Pomaranča da solati barvo pravo, oranžna vedno zagotovi zabavo. Korenje, da ti ne diši, rdeča pesa ga lahko nadomesti. Rad imaš meso? Potem naj rezina šunke v solati zmeraj bo. Kaj pa oljke, sir in rozine? Volja do mešanja naj te nikoli ne mine. Preliv prav preprost je. Limonov sok, sol in oljčno olje. Koračnica. Z rokami zgneti moko, razvaljaj, oblikuj in speci. Z rokami zgneti moko, nastala bo torta za poroko. Naredi testo za pecivo, razvaljaj, oblikuj in speci. Naredi testo za pecivo, kmalu iz pečice zadiši mamljivo. Kaj me pri peki najbolj veseli? Razvaljaj, oblikuj in speci. Kaj me pri peki najbolj veseli? Da vsak od domačih sline pocedi. Spet iz moke delam testo. Razvaljaj, oblikuj in speci. Spet iz moke delam testo. Pri srcu mi je tako toplo. Testo je gladko, kakor steklo. Razvaljaj, oblikuj in speci. Testo je gladko, kakor steklo. V slastno pito se bo speklo. V toplo pečico ga postavi, razvaljaj, oblikuj in speci. V toplo pečico ga postavi in odlično slaščico pripravi. Pekovska pesem. Kdor želi, da mu doma po kruhu zadiši, urno naj v kuhinjo pohiti. Peki v pesmi svojo skrivnost izdajo, saj na peko kruha dobro se spoznajo. Kakšno je pravo pekovsko pravilo? Kakovostne sestavine so okusa zagotovilo. Najpogosteje jemo pšenični kruh, a vedi, tudi druge moke niso od muh. Ajda in pira sta med najstarejšimi, kruh iz njune moke pa med najslajšimi. Ko pečeš kruh, ne pozabi, moki moraš sol in vodo dodati. Da zdravje se ti okrepi, še kanček olja prili. Kako torej iz moke kruh nastaja? Ko dodamo kvas, testo vzhaja. Ko mineta ura ali dve, količina testa se podvoji. Zdaj gre testo v pečico ogreto, slabo uro lahko vlečeš dreto. Ko po svežem kruhu zadiši, vsak v družini se veseli. Ob večeru z njim se posladkajo, zraven pa sproščeno pokramljajo. Danes z mislijo na dobrote zaspimo, nov dan pa s kozarcem vode začnimo. Zdaj pa hitro spat, tudi spanje potrebujemo. Naše telo in tako pred utrujenostjo zavarujemo. Le še objem, polubček in sladke sanje.